Spoštovano občinstvo, občanke in občani, slavnostni govornik, monsignor magister Stanislav Hočevar, župan občine Sevnica, gospod Srečko Cvirk s soprogo, podžupan občine Sevnica, gospod Janez Kukec, poslanec v Evropskem parlamentu, gospod Franc Bogovič, poslanec v Državnem zboru, gospod Tomaž Lisec, svetnik v Državnem svetu, gospod Gregor Korene, spoštovane članice in člani občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, lepo dobrodošli tudi vodilni predstavniki mestne občine Krško in občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Mirna, Radeče, Šentrupert in Škocjan, spoštovani prejemniki priznanj, direktorica občinske uprave Jerica Lipec in sodelavci občinske uprave, predstavniki javnih zavodov, organizacij, gospodarstva, društev, predstavniki medijev in drugi cenjeni gostje. Dobrodošli na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku občine Sevnica 2023. Osrednji dogodek prazničnega novembra je nocojšnja slavnostna seja občinskega sveta občine Sevnica. Spoštovane svetnice, cenjeni svetniki, spoštovanjem vnovič pozdravljeni. Skozi nocojšnje slavnostno druženje vas bova popeljala Ciril Dolinšek in vedno simpatična Anne-Marie Koleto. Naj vas najprej povabim, da skupaj izrazimo pohvalo za čudovit uvod v današnji večer, ki so ga s promenadnim nastopom pred športnim domom pripravili Godba Sevnica in mažorete društva Trg Sevnica. Himno Republike Slovenije so izvedli nocojšnji osrednji glasbeni gostje Big Band Sevnica. Prosim za aplavz. Kamor stopi mi noga, na tvojih sem tleh. Kamor nese me jadro, na tvojih valeh. Kamor hoče srce, pri svojih ljudeh, je o domovini zapisal Oton Župančič. Naša najožja domovina je naš kraj, naša občina. Ljudje, ki živijo v določeni skupnosti, imajo svoje posebne lastnosti, značaje, navade in praznovanja, ki jih povezujejo in delajo eno. Ta ustvarjajo atmosfero, ki deluje prijetno in domače. Zato hvala, da ste se danes v tako lepem številu zbrali ob nocojšnjem praznovanju vsega, kar nas povezuje. Seveda pa nobeno praznovanje ni popolno brez glasbe. Osrednji ustvarjalci nocojšnjega glasbenega programa so nadaljeni glasbeniki, povezani v novoustanovljeni Big Band Sevnica, ki nas je letos pomladi navdušil s svojim prvim koncertom.
Društvo trenutno šteje 22 članov, ki se poleg rednega udejstvovanja v društvenih aktivnostih zavzemajo tudi za razvoj glasbene kulture v občini Sevnica in širše. Ob tem tudi skrbijo za razvoj mladih na področju glasbene in kulturne dejavnosti. Društvo ustvarja pod taktirko dirigenta Jeromeja Kostanjška, se opravičujem. Z mladimi pa veliko dela tudi odlična solistka Sara Praznik, ki bo uvodoma spremljala Big Band Sevnica. Kot sama rada pove, je glasba njena življenjska sopotnica, ki je še nikoli ni pustila na cedilu. Ob sadovih te ljubezni pa najbolj uživa njeno občinstvo, saj Sara vedno znova preseneča s svojim edinstvenim glasom. Dame in gospodje, čas je za dve čudoviti zimzeleni popevki.
Od praznika do praznika se v sevniški občini odvije vrsta aktivnosti in številne posodobitve. Občina, ki izvaja naloge iz prenesene in neposredne pristojnosti ob vodenju župana Srečka Ocvirka, zagotavlja nemoteno delovanje našega vsakdana. Gospod župan, lepo vabljeni, da nas nagovorite ob tej praznični priložnosti. Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovane občanke in občani. Cenjeni slavnostni govornik, poslanca v Evropskem in državnem parlamentu, državni svetnik, svetnice in svetniki občinskega sveta ter svetokrajevnih skupnosti, spoštovani prejemniki priznanj, župani sosednjih in predstavniki sosednjih občin, direktorji in predstavniki podjetij. Cenjeni vsi prisotni, ki s svojim delom oblikujete naše okolje. Naši vsakodnevni pogovori se najpogosteje navezujejo na vsakodnevne skrbi in delo. Pogosto nam pozornost ukrade sodobna digitalna tehnika, pogosto smo potisnjeni v rutino vsakdana, prazniki pa so namenjeni temu,
da izstopimo iz tega okvira. Občinski praznik pa je namenjen pregledu tekočega dela, pogledu v prihodnost, pa tudi v preteklost. Trenutna razmerja na svetovnih prizoriščih daleč od nas niso najboljša. Krizna področja se v zadnjih letih odpirajo precej blizu Evrope in vojne, migracije ter krize vseh vrst in oblik prinašajo negotovost. Današnji slavnostni govornik, monsignor Stanislav Hočevar, je svoje delo opravljal v različnih okoljih, tako družbenih, ekonomskih, kulturnih, socialnih, tudi družbeno-političnih in zgodovinskih. Ta široka izkušnja in široka odprtost je izrednega pomena v današnjem svetu. Hvala, gospod Hočevar, da ste se odzvali povabilu. Svetovno dogajanje ni nekaj, kar se dogaja za ograjo, ampak je dogajanje, ki vse bolj postaja del našega življenja. Poleg ekonomskih, migracijskih, demografskih, političnih se nas dotika tudi podnebna kriza. Soočanje s krizami na lokalni ravni je še posebej zahtevno. Na globalni ravni krize na globalne krize v lokalnem prostoru namreč nimamo veliko vpliva. Nasprotno pa je na lokalni prostor zelo vplivajo globalne krize. Zato je pomembno, da smo kot okolje na krize odporni na podlagi številnih ukrepov in prilagoditev, ki se velikokrat morda zdijo nenujni. Varnost v svojem najširšem pomenu je vrednota, ki jo zaradi dogajanja v svetu vse bolj cenimo in se tudi zato jo vse bolj zavedamo. Sodelovanje ožjih in širših delov skupnosti je izrednega pomena za usklajen razvoj. V odnosu države do lokalnih skupnosti bi se dalo še veliko postoriti in izboljšati. Delež davkov, ki jih država odstopi občinam za življenje in delo ter tudi za razvoj, je letos določen precej skromno, kljub vsem potrebam in poplavam, ki so del podnebne krize. Zelo zahtevnih, ekstremnih vremenskih pogojev je bilo na sevniškem letu to leto nekoliko manj kot v drugih delih Slovenije. O čedalje večjih pogostnostih kriznih dogodkov pa govorita tako statistika kot stroka in ne samo naš občutek. Odpornost in varnost skupnosti, družbe, okolja, v katerem živimo, je večplastna in večstranska. Ustvarjamo jo na več načinov in povezujemo. Sistem zaščite in reševanja, katerega najmočnejši del so gasilci, deluje povezano in organizirano. Vložki proračunskih sredstev v ta sistem so potrebni, hkrati pa dajo rezultat samo v povezavi. Občine kot sofinancerja, društva kot osnovne in usposobljene enote ter gasilca kot usposobljenega in motiviranega prostovoljca, ki v intervenciji delujejo povezano in dajejo učinke. Varnost na vseh področjih in vseh ozirih je pomembna vrednota, za katero moramo nenehno skrbeti. Policisti so tudi ob Martinovem naši prijatelji in zavezniki, ne samo v času migrantske krize. Dogajanje v širšem slovenskem, evropskem in svetovnem prostoru preprosto vpliva tudi na nas. Naša prednostna skrb občine Sevnica pa je usmerjena v občanke in občane. Usmerjena v podjetja in gospodarstvo, skratka usmerjena v življenje in delo v občini. Če se dotaknem skrbi za naše najmlajše, lahko izpostavim, da smo dosegli velik cilj, da je bilo ob začetku šolskega leta dovolj mest za vse malčke v naših vrtcih in da bomo lahko v skladu s pravili tudi čez leto oblikovali nove oddelke. To je lep dosežek, ki je zagotovo velika podpora našim mladim staršem. Zadnji 2 leti sta na področju ekonomije zelo dinamični, preprosto nestabilni. Energetska kriza, rast cen na trgih, plač v vseh sektorjih prinašajo posledice za proračun. Dvig plač in rast cen sta v javnosti kar lepo sprejeta.
Posledično sproženi dvigi cen v javnih storitev, kot so denimo vrtci in komunalne storitve, pa bistveno manj. Mogoče pa je to le posledica iskanja politične všečnosti. Preprosto vodilo, poštena storitev za pošteno ceno je najbolj primerno. Zato težimo k temu, da so storitve opravljene kvalitetno za naše občane na vseh področjih. To je gibalo napredka in razvoja ter kvalitetnega bivanja in življenja. Velike investicije letošnjega leta, dograditev osnovne šole na Dlanci skupaj z vrtcem, je lep korak k zagotavljanju zares kvalitetnih prostorov za osnovnošolce. Pripravljena projektna dokumentacija za novo osnovno šolo v Krmelju pa je izhodišče za res velik izziv. Otroci v osnovni šoli Ana Galeo se zagotovo skupaj z nami veselijo preselitve iz tako imenovane stare ambulante v nov objekt ob osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici. Dokončanje investicije, ki je zaradi potreb, s kateri se ti otroci srečujejo, zelo potrebna, se veselimo v prihodnjem letu. Ne glede na to, da je ustanoviteljica domov za starejše država oziroma vlada, je bilo nujno za uspešen napredek projektov, da se je v razvoj vključila tudi občina. Poleg pomoči na domu, ki deluje odlično in izpolnjuje pričakovanja, se nadaljujejo koraki za izgradnjo novega doma na Hrastih in bivalne enote v Krmelju. Hvala Domu Impulsa za vse aktivnosti, ki jih vodimo skupaj. Mreža osnovnih šol je precej gosta in otrokom nudi ustrezne pogoje za izobraževanje. Primanjkljaji pa se kažejo na področju izvajanja gibalnih športnih programov. Vse šole se usmerjajo v razvoj te infrastrukture in teh programov. Igrišče pri osnovni šoli v Sevnici je čudovito. Z izgradnjo igrišča bomo pričeli v Šentjanžu, načrtujemo pa ga tudi na Blanci, v Krmelju in Boštajnu. Ti športni objekti so nujni zaradi opažanja zmanjšanja gibalne sposobnosti otrok v naših šolah ter potrebe po športu in rekreaciji oziroma aktivnem preživljanju prostega časa v vseh okoljih za vzdrževanje dobrega psihofizičnega stanja naših občanov. Demografska slika v Sloveniji, enako kot v Sevnici, ni odlična. Evropska družba je ocenjena kot starajoča se družba. Zato je težišče skrbi se prevesilo na občana v vseh potrebah, od najmlajših, odraščajočih, aktivnih do starejših. Posledično pa se je tudi težišče odhodkov in nalog v proračunu prevesilo v to smer. Za zdravje pa je potrebno poskrbeti in to v prvi vrsti je odgovoren vsak sam. Zdravstvene storitve pa ne samo na primarni ravni, ampak tudi na sekundarni ravni nudi zdravstveni dom Sevnica kot javni zavod in v njem delujoči koncesionarji. Izzivov na področju zdravstva je veliko in vodstvo zdravstvenega doma jih uspešno rešuje. Pomanjkanje kadrov se izkazuje na veliko področjih in v veliko dejavnostih, pa vendar smo na kadrovski primanjkljaj v zdravstvu najbolj občutljivi. Prednostna naloga občine je, da skupaj z zdravstvenim domom zagotovimo zadostne prostore za vse programe, vključno s satelitskim urgentnim centrom. Za vse dejavnosti, pa naj bo to na družbenem, socialnem, kulturnem in gospodarskem področju, je potreben prostor. Zagotavljanje novega prostora za razvoj, širitve in gradnjo pa je še veliko bolj zahtevno. Številne spremembe občinskih prostorskih načrtov in podrobnih prostorskih načrtov zahtevajo uskladitve s kar do 37 nosilci urejanja prostora, tako imenovanimi soglasjedajalci. Več aktivnih sprememb prostorskih aktov omogoča, da zainteresirani investitorji lahko pričnejo s svojimi aktivnostmi čim prej. Načrtovanih je veliko državnih projektov v našem prostoru. Izhajajo iz potreb tako države in predvsem občine. Načrti za obnovo cest Šentjanž-Glino, Loka Račica, pa Tržišče Kaplja vas
čakajo na zagotovitev sredstev na državnem nivoju v državnem proračunu. Za prenovo železniške postaje Sevnica in potrebnih spremljajočih objektov pa je dokumentacija v zaključni fazi. Pričakujemo, da pričetek izgradnje ne bodo zadrževala nesoglasja z lastniki mejnih zemljišč, kot se to dogaja ob Podvinskem potoku, pa za cesto Šentjanž-Glino, pa tudi pri mostu Log. Prenova železniške postaje z novim podhodom, podvozom in dodatnimi parkirišči za avtobuse in avtomobile bo posodobila in obogatila novi del Sevnice, ki se je v preteklosti razvil okoli železniške postaje. Industrijska cona na Savski cesti je že dostopna po novem nadvozu s še nepopolnoma dograjenega rondoja. Sevniško gospodarstvo in obrt lahko ocenim kot uspešno in v globalne trge usmerjeno, zato se vsem zahvaljujem za dobro delo in vam čestitam. Letos pa še posebej čestitam podjetju Tanin, ki praznuje 100 let. Iskrene čestitke. Sorazmerna dejavnost industrije, storitvenih dejavnosti, obrti, trgovine, kmetijstva in družbenih ter socialnih storitev daje stabilnost našemu prostoru. Kakšna pa je danes povezanost v družbi? Kakšna je povezanost med institucijami, organizacijami in podjetji? Zelo pisana, zelo raznolika. Denimo, ko v šolo vstopijo policisti in odvetniki ter opravljajo naloge, ki bi jih morali opraviti starši in učitelji, je po moji oceni v takem primeru zelo slabo. Pa vendar so to le redke izjeme. Zato zahvala in čestitke vsem, ki vzgajate mlade rodove. Prostovoljske organizacije, praviloma društva, ki svoje delo opravljate aktivno na področju športa, kulture, mladinskih dejavnosti, na humanitarnem področju, strokovnih združenjih in stanovskih združenjih, pa ste nepogrešljiva sila, ki gradite lepše življenje in bolj polno življenje v našem okolju. Iskreno hvala vsem društvom v naši občini, kjer vas je preko 150, ki neprecenljivo prispevate k kvaliteti življenja. Zato lahko z optimizmom gledam naprej, kar pomeni, da spoštujemo drug drugega, vsakega posameznika in skupaj odkrivamo tisto, kar nas bogati kot celotno družbo. Biti pošten in delati pošteno. Do vseh občank in občanov, to je moje vodilo in verjamem, da tudi vodilo članic in članov občinskega sveta ter svetov krajevnih skupnosti in predsednikov svetov. Zato je dinamično delo, iskanje skupnih ciljev in najboljših rešitev v skupno dobro naša skupna skrb. Hvala za dobro delo in aktivno vsebinsko delo na vseh področjih, občinskim svetnicam in svetnikom, predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti, direktorjem in ravnateljem ter zaposlenim v javnih zavodih in podjetjih. Ne nazadnje hvala sodelavkam in sodelavcem v občinski upravi, s katerimi skupaj izvajamo naloge. Nocoj pa se s priznanji poklanjamo tudi izbranim in zaslužnim posameznikom in organizacijam, ki ste svojim delom prispevali k izboljšanju življenja v naši občini. Vaše delo in trud naj bo nam v zgled. Spoštovani prejemniki, iskrene čestitke za vaše delo in dosežke, zglede in odrekanja, ki dajo velik doprinos družbenemu življenju v našem okolju. Spoštovane občanke in občani, ko smo se takole sprehodili po prehojeni poti in jo narahlo začrtali tudi za naprej, bi se vam rad zahvalil za vaše sodelovanje, za vaše delo, bodisi v gospodarskih družbah, v društvih, v šolstvu, v zdravstvu, v socialnih zavodih in na vseh drugih področjih. Hvala za vse pogovore, ki so bili prijetni in bogati. Hvala tudi za vse tiste trenutke, kjer je bilo čutiti napetost, jezo, krizo in kritiko. Vse to je del življenja v skupnosti, ki nas bogati in vzpodbuja. Pomembno je, da smo v ključnih trenutkih povezani in znamo ceniti to, kar nam je dano. Nocoj pa si vzamemo čas za praznovanje, za pogovor, za iskren nasmeh. Naj se nam ne mudi,
utišajmo digitalne naprave in se posvetimo drug drugemu. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku ter prijeten večer še naprej. Hvala. Hvala, gospod župan. Če sonca ni, odkot to hrepenenje? S tem verzom Otona Župančiča je svoj slavnostni nagovor naslovil nocojšnji osrednji gost, monsignor magister Stanislav Hočevar, salezijanec, zdaj pa upokojeni, beograjski nadškof metropolit. S Sevnico je bil vedno povezan po svojih sorodnikih, tudi v času svojega srednješolskega študija na Hrvaškem, služenja vojaškega roka v Makedoniji ter v času teološkega in magisterskega študija v Ljubljani. Monsignor Hočevar je ustanovitelj prve zasebne gimnazije na Slovenskem, gimnazije Želimlje, in ustanovitelj salezijanske založbe Salve. Zaslužen je za beatifikacijo Alojzija Grosteta. Papež Janez Pavel II. Ga je v jubilejnem letu 2000 poslal v Beograd, kjer je deloval kot nadškof metropolit. Ob delu za slovenske rojake in druge katoličane je še posebno pozornost namenjal ekumenskemu in medverskemu sodelovanju ter kulturni in karitativni dejavnosti. Spoštovani monsignor magister Stanislav Hočevar, vabljeni k besedi. Ko se zlato sonce, ta univerzalni motor življenja, dotakne proti jugu neprenehoma tekoče srebrne reke Save, se skrivnostno strumno prebudita obe krili edinstvene kozmične sevnice ptice, to je silhueta občine, in tedaj se ona radostno zagruli edensko melodijo sreče. In danes praznujemo prežlahtno sevniško občestvo, tisti dan izvirnega, srčnega kipenja, vaše tako enkratne stvarnosti, ki jo v našem jeziku, kajpada jecljajočem, poimenujemo občinski praznik, praznik občine Sevnica. Danes se zato vaša lipa, simbolična in stvarna, bogato razcveta po vseh košatih vejah, s cvetovi bogate narodne modrosti. Na njenih vejah najbolj ptisane ptice razigrano pojejo ubrane melodije naših človeških najglobljih hrepenenj, ter na svojimi svobodnimi perutmi prenašajo višine utrjenega sevniškega gradu, simbolu naših v večnost zasidranih pričakovanj in upanj. Da, prebudimo danes na ta praznični dan v nas samih, naši skupnosti, vse tiste čudežne slapove neprenehnega kreativnega sodelovanja, da bi tako lahko ohranjali dostojanstvo svoje osebe, svojih skupnosti, dostojanstvo svoje občinske skupnosti. V tem prazničnem, dejal bi kar preroškem ozračju, vas vse spoštljivo pozdravljam, posameznike, posebej vse visoke goste, družine, skupnosti, ustanove, organizacije, vse najbolj različne skupine strokovnih, verskih, vzgojnih, izobraževalnih, umetniških in medijskih smeri. Pozdravljam vso vašo neopisno bogato preteklost, vso široko dinamiko sedanjosti in, Bogdaj,
še vse večjo intenzivnost vaše prihodnosti. Spoštovani gospod župan, skupaj z vsemi svojimi svetniki in delovnimi timi, cenjeni vsi odgovorni na vseh ravneh življenja in dela, vsem vam se danes zaradi vašega nenehnega služenja skupnosti spoštljivo priklanjam in kličem na vas še naprej srečo zgodovine, pogum vaših velikih, vsem znanih rojakov, veselje vseh zmagovalcev na vseh poljih življenja ter velike vsestranske uspehe skupaj z močnim uspehom in blagoslovom vsem iskrenim iskalcem. Spoštovani vsi sevniški občani, čeprav nevreden se tudi jaz sam čutim del vas, del vaše skupnosti. Ko sem namreč s težavo napravljal prve korake življenja, je v mojih majhnih ušesih najslajše odmevala beseda Sevnica. Moje otroške, vedno se čudeče oči, kakor da še zdaj gledajo vse tiste krepke možake, ki so z naših hribov v težkih povojnih letih silno naprtili svoje hrbte in peš odhajali, a z velikim upanjem proti Savi, proti Sevnici. Ko sem po končani osnovni šoli odhajal na Hrvaško, me je na teh tleh obdarila teta in zame nekako prehitro semkaj prihitela moja sestra. In tako je življenje meni nič, tebi nič hitelo naprej, da sem moral semkaj tudi uradno zahajati, predvsem v imenu tistega Don Boska, ki vas je že pred drugo svetovno vojno zradne navdihoval in, kot veste, tu zasadil mnoge žlahtne klice. V velikem jubilejnem letu pa sem se nenadoma znašel v velikem balkanskem mestu, kjer se naša, vaša Sava združuje z evropsko Donavo. In sicer po tistim mogočnim Kalemegdanom, kjer je v letu 1456 in veste, da od takrat naprej opoldne po celem svetu zvonovi zvonijo, torej v tem letu za celotno Evropo tako pomembnem, izgubil svoje življenje zelo nadobuden grof Ulrich Celski. Takrat se je tudi celotna naša zgodovina začela menjati. Otod sem torej prihajal med vas v Sevnico, da bi primerno stilsko opremil s pohištvom tisti dvorec, ki je bil nekoč avstro-ogrska ambasada v Jugoslaviji in se je v njem praktično začela prva svetovna vojna. Zdaj pa kot sedež beograjske nadškofije služi premnogim zelo povezovalnim idejam in dejavnostim, kar sem tudi sam okušal več kakor 20 let. Zgodovinsko obdobje, ki sem se ga tule bežno dotaknil, spoštovani udeleženci tega praznovanja, vendarle nosi v sebi stoletna in celo tisočletna sporočila in izkušnje. Predvsem pa nas tudi danes vabi k vedno bolj vseobsegajočemu dojemanju življenja in zgodovine in seveda naše odgovornosti za življenje, za zgodovino. Glejte, nenehno hitenje naše slavne reke proti jugu. Mimogrede, ne pozabiti mnogih vaših rojakov, ki živijo v Beogradu in se poimenujejo kot Društvo Slovencev prav po tej reki Sava. Sava, ki z ene strani povezuje naše mogočne Alpe z ravno Panonijo, opozarja hkrati na bežnost in miljivo življenja, a tudi venomer kliče k budnosti in previdnosti v naših dejavnostih. Moč narave
je posebej v naših dneh očita. Ta ista reka nas tako ljubko navdihuje nas splošno s pomenom povezovanja in to ima kar eno semantično vrednost. Konkretno pa povezovanja čudovitega dela pljuč Štajerske in Dolenjske, kar med nas vnaša duha sožitja in sodelovanja in hkrati poučuje umetnosti in tehnike mostogradnje in njene energetske moči. Vse te prvine tako močno izgrajujejo identiteto vaše skupnosti in ji dajo ne samo izvirnost, marveč tudi, kar je posebej pomembno v takih dneh, odkrivati brezštevilne možnosti. Toliko bolj v času globalizacije. Le-ta je zares dobra in mogoča in potrebna, a koristna samo, če vi, občani, skrbite za dobro regionalizacijo. Kakšna bi bila globalizacija, če ne bi cvetela vaša občina? A dobra regionalizacija se ne more uresničiti, če bi se posamezna občina počutila samozadostno, kot blažen in uspešen otok sredi drugih občinskih skupnosti. Zato je tako imenitno, da imamo med nami tolike župane ali predstavnike občin. Kako reka Sava k vam doteka in od vas odteka drugam, tako je tudi vaša povezanost z drugimi občinami vsemu srečo, močno dopolnjevanje in pravi blagoslov. Slovenija tako postaja čudovit mozaik življenja, zares, smemo reči, srce Evrope. Spoštovani, danes na ta dan praznovanja zelo zgovornega subjekta sevniške občine ne krmarimo in dovolite mi, da uporabim malo grške filozofije, ne krmarimo torej skozi čas samo z ladjo Kronosa, tistega rednega časa in dejavnosti, temveč tudi z izbranjo ladjo Kairosa, to je posebnega zastonjskega trenutka vse občestvenosti, kajti vsak pravni, še posebej družbeni subjekt ima trinitarično podlago in utemeljitev. Danes vidimo, kako žari skupnost, ko se vsi posamezni subjekti svobodno prelijejo v nov občestveni subjekt in s tem dobijo novo moč, novo identiteto. Zavestno hoteno občestvo daje nam in svetu nov sijaj, nove možnosti, predvsem pa novo upanje in zaupanje. Pesniki zato upravičeno prerokujejo, to je čas, ko nam sonce drugače sije, to je dan, ko nad nami drugačne zvezde vladajo, to je dan, ko semena zlata padajo. To je torej čas, ki sam po sebi sprašuje. Sprašuje, ker je času, predstavniku minljivosti in heretno prav to, da sprašuje. Kot sprašuje naš pesnik, bratje, bratje, kako je v vas? Bratje, bratje, prišel je čas, so li vaše njive zorane? To je torej tisti čas, ki ga najlepše izraža tekoča reka, a rojak pesnik, kot smo slišali, upravičeno ugotavlja, če sonca ni, odkot to hrepenenje, ki v prsih burno nam kipe in vre. Spoštovani, ta praznični dan, ta Kairos, nas vse danes osrečujoče sprašuje, koliko smo učenci življenja, učenci zgodovine, učenci velikih izkušenj, da, naravnost učenci sonca, lahko z malo in veliko začetnico. Edina resnična pot napredovanja vsakega subjekta, kaj šele družbenega,
je nenehno notranje samoizpraševanje, celostna komunikacija med nami in avtentični dialog. Tako notranje dogajanje v vsakem subjektu, kljub vsem težavam, ki jih rojeva življenje, zagotavlja pot rasti. In prav to je, ponovno po izjavi našega pesnika, največja slast. Da, edina slast v življenju je naša osebnostna in skupnostna rast. V času potrošništva je nadvse koristno odkrivati prave poti sreče in zadovoljstva. Menim namreč upravičeno, da naj bi danes mi kot skupnost predvsem rastli po kvalitetu, po številu in vsestransko napredovali. Naš narod je skozi zgodovino preveč samo izgubljal in bil preveč odprt samo za negativno prilagajanje drugim, kar docela hitro v našo miselnost vnaša tudi avtodestruktivnost, a namesto želje po spravi, lažno tekmovalnost in medsebojno sprtost. Čas, ki ga torej živimo, močno kliče po integralni integralnosti. Samo močni in avtentični stebri občestvenosti in medsebojne solidarnosti, postavljeni venomer na pravo geografsko, zgodovinsko in kulturološko mesto, lahko zagotovijo dober komunikacijski promet prihodnosti in nas hkrati ohranijo pred še tako različnimi ujmami prihodnosti. Dovolite mi, da rečem, predragi prijatelji, v iskreni želji torej, da bi vaša tako pomenljiva skupnost na tej dominantni poziciji povezovanja med severom in jugom, vzhodom in zahodom, služila kot močna nosilka vsestransko prebujenega življenja, vam še enkrat iz srca čestitam praznik občine s tisto starodavno modrostjo. Naj sevniška občina živi, naj bogato cveti, vztrajno raste in na lipi naše izrazite identitete prinaša najbolj žlahtne cvetove in plodove. Hvala za pozornost. Monsignorju magistru Stanislavu Hočevarju za te besede. Pomembna tradicija osrednje slovesnosti ob občinskem prazniku je tudi premierno predvajanje dokumentarnega filma, ki v sliki in besedi prikaže ključne dosežke preteklega obdobja. Ustvarjanje teh vsakoletnih reportaž ima resnično dolgo zgodovino. Tudi zato je letošnji jubilejni 20. dokumentarni film občine Sevnica nekoliko drugačen. Osvetljuje vse pomembne spremembe, ki so zaznamovale naš prostor v zadnjih 20 letih. In ker se je v tem času zgodilo res veliko, so ustvarjalci 20. dokumentarnega filma za nocojšnjo priložnost pripravili krajši napovednik. Lepo vabljeni, da si celoten dokumentarni film ogledate na dan občinskega praznika v nedeljo 12. novembra, ko bo predvajan na družbenih omrežjih, prek zaslonov pa ga boste lahko spremljali na ePosavje TV. V naslednjih nekaj trenutkih pa pokukajmo v dogajanje, ki je zaznamovalo zadnjih 20 let občine Sevnica.
so želje, ne strasti, ne njeni večni čari, ne nostalgija, za sami ura kratkali, za moje srce, ljubezen je napeta. Karavani dogorijo, ljubezni niso več rdeče. Karavani dogorijo, noči zginejo cigani, prazni duši brez svobode. Se rodijo samuraji. Big Band Sevnica so nas razveselili še z eno vsem dobro poznanima popevkama, ki sta nas dodobra ogrela pred osrednjim delom nocojšnjega dogodka. Kot solist jih je tokrat spremljal član društva Lenart Traven. Namenimo jim še en aplavz. Ob prazniku občine se skupno za uspešno delovanje na raznih področjih družbenega življenja zahvali občanom in organizacijam, ki s svojim delovanjem prispevajo k boljšemu in polnejšemu življenju v našem okolju. Sledi slavnostna podelitev priznanj občine Sevnica. Priznanje bo na podlagi sklepa občinskega sveta občine Sevnica podelil gospod župan ob spremstvu mažoret društva Trg Sevnica. Vabljeni na oder. Priznanje občine Sevnica prejme Stanko Lisec. Je že od malih nog močno vpet v življenje in dogajanje v svojem domačem kraju na Lukovcu. V obdobju njegovega delovanja kot člana sveta krajevne skupnosti Poštanj in kot predsednika vaške skupnosti Lukovec je kraj pridobil pomembne infrastrukturne posodobitve. Kot predsednik gradbenih odborov je zaslužen za gradnjo kulturnega doma na Lukovcu in za obnovo cerkve Svete Marije Magdalene. Že 23 let vodi kulturno-športno društvo Lukovec. S svojimi predlogi, idejami in projekti zavzeto usmerja razvoj društva. Je pobudnik danes tradicionalnih dogodkov na Lukovcu, jurjevanja, postavljanja mlaja in kresovanja. Stanko Lisec je močno vpet v vsakdanje življenje v kraju, ob tem pa z velikim ponosom predstavlja številne dosežke in napredek kraja ob pripovedovanju zgodb o dobrih ljudeh, ki živijo na Lukovcu. S
Svojim trdim delom, bogatimi izkušnjami, potrpežljivostjo in pozitivno energijo je nepogrešljiv vezni člen, ki pomembno prispeva k ohranjanju tradicije ter gradnji trdne in povezane skupnosti. Za srčno soustvarjanje družbenega življenja v svojem domačem kraju in lokalni skupnosti Stanko Lisec prejme srebrno plaketo občine Sevnica. Priznanje občine Sevnica prejme Zdravko Remar. Zdravko Remar je izjemno aktiven član skupnosti in predan soustvarjalec mnogoterih uspešnih turističnih zgodb v občini. Je ustanovni član turističnega društva Šentjanž, bil je tudi dolgoletni predsednik Turistične zveze občine Sevnica. Zato, da je letos zveza obeležila 20. obletnico delovanja, se gre zagotovo zahvaliti njegovi predanosti, s katero je usmerjal delovanje zveze v razvoj zelenega in trajnostnega turizma v sevniški občini. V turizmu je deloval tudi poklicno. Aktivno je sodeloval pri ustanovitvi turistične agencije Doživljaj Posavje, ki je danes osrednja turistično-informacijska točka v občini. Že skoraj 50 let je nepogrešljiv član prostovoljnega gasilskega društva Veliki Cirnik, je podpredsednik društva in operativen gasilec. Ob 70. obletnici delovanja društva je soustvaril vsebine za zbornik, ki danes bogati zgodovinsko literaturo kraja. Svojim pozitivnim pristopom uspešno tke vezi med različnimi generacijami znotraj društva. Aktivno se je vključeval tudi v projekte infrastrukturnih posodobitev v domačem kraju. Zaradi svoje umirjene narave, preudarnosti, vztrajnosti, optimizma in pristne človečnosti je Zdravko Remar resnično spoštovan član lokalne skupnosti. Za izjemen prispevek k razvoju turizma v občini in za predanost razvoju v skupnosti Zdravko Remar prejme srebrno plaketo občine Sevnica. Priznanje občine Sevnica prejme Sinjo Jezernik. Jezernik je svojo ustvarjalno pot z vodenjem pogovorne oddaje pričel na Radiu Sevnica, svoj bogat nabor kulturnih del pa je nato ustvarjal na številnih področjih. Ustvarjal je široko prepoznane kulturno-kulinarične večere in kot povezovalec sodeloval z zgodbo Sevnica.
Je avtor številnih odrskih predlog za gledališke igre in predstave, sooblikoval je tudi film Med legendo in resničnostjo, ki pripoveduje zgodovino sevniškega gradu. Film je danes nepogrešljivi del predstavitve gradu obiskovalcem. Skozi različne priložnostne dogodke je upodobil številne znane domačine in Slovence. Blaža Jurka, Franceta Prešerna, Krjavla, patra Andreja Rezlja, Primoža Trubarja, Janeza Vajkarda Valvazorja in pa seveda tudi nepogrešljive dobre može, Miklavža, Božička in Dedka Mraza. V zadnjih letih je prepoznan predvsem po svoji vlogi Inocenca Moškona, barona na Sevniškem gradu. Je ustvarjalec in idejni vodja tega legendarnega lika. Skupaj s članicami in člani društva Sevniški graščaki ustvarja raznolike tematske igrane predstave in doživetja, s katerimi razveseljuje obiskovalce na gradu Sevnica. Za edinstven prispevek razvoju kulture in za bogato gledališko ustvarjanje Sinjo Jezernik prejme srebrno plaketo občine Sevnica. Priznanje občine Sevnica prejme Anton Štih. Anton Štih je poznan po svoji izjemni aktivnosti v Kamenici ter v krajevnih skupnostih Šentjanž in Krmelj. Predvsem po njegovih zaslugah je bila Kamenica ena izmed prvih vasi na območju krajevne skupnosti Šentjanž, ki je dobila asfaltirano cesto in zanesljiv vodni vir za vse vaščane. Aktivno je sodeloval pri izgradnji rastlinske čistilne naprave, ene izmed prvih tovrstnih ureditev v sevniški občini. Zaslužen je za uspešno obnovo podružnične cerkve Svete Marijete. Poleg ureditev, ki so bile izvedene v preteklih letih, je bila v letošnjem letu dokončana celovita notranja obnove cerkve z vsemi oltarji. Zajeten organizacijski in tudi finančni zalogaj obnove je Anton Štih kot vodja obnovitvenega odbora s svojo angažiranostjo vodil kot projekt, pri katerem je bil prisoten v vseh fazah obnove. Skoraj 40 let je aktivni član društva Svoboda Krmelj, sekcije moške vokalne skupine Lira Krmelj. Pomembno je pripomogel k ohranjanju tradicije petja v lokalnem okolju. Anton Štih s svojim delovanjem pušča trajen pečat. V domačih krajih pa je prepoznan kot človek z velikim srcem ter s posluhom za potrebe ljudi in svojega kraja. Za izjemno predanost domačemu kraju in raznoliko soustvarjanje družbenega življenja Anton Štih prejme zlato plaketo občine Sevnica. Priznanje občine Sevnica prejme Atletski klub Sevnica.
Atletika se je v sevniški občini iz tekaške sekcije, ki jo je ustanovilo športno društvo Log, organizirano začela razvijati leta 1992, ko je bil ustanovljen atletski klub Sevnica. Sevniški atleti so že prvo leto po ustanovitvi kluba osvojili naslove državnih prvakov v teku na srednje in dolge proge v pionirski in mladinski kategoriji. Še leto pa kasneje pa je član kluba nastopil za državno reprezentanco na Evropskem mladinskem prvenstvu v krosu. V svojih 30 letih delovanja so sevniški atleti redno osvajali medalje na državnih prvenstvih. Do danes so v različnih kategorijah osvojili kar 497 naslovov državnega prvaka. 7 atletov je postalo 18 državnih rekordov. Barve svoje države je v slovenski reprezentanci zastopalo 19 atletov atletskega kluba Sevnica, ki so skupaj zbrali točno 100 nastopov pod državnim grbom. Klub se je izkazal tudi kot odličen organizator športnih tekmovanj. Priredil je 13 tekov po ulicah Sevnice in 8 sezon organiziral tekmovanja za sevniški pokal. Atletski klub Sevnica uspešno združuje ljubitelje atletike in teka v občini in širše. Članice in člani kluba zvesto sledijo klubskemu sloganu, ki se glasi: Treniraj trdo, zmaguj z lahkoto. S to popotnico se udeležujejo šolskih in državnih prvenstev v vseh kategorijah in dosegajo odlične rezultate. Za pomemben prispevek razvoju športa in promociji aktivnega načina življenja v lokalni skupnosti Atletski klub Sevnica prejme zlato plaketo občine Sevnica, ki jo bo prevzel Miha Povšič, atlet in trener v Atletskem klubu Sevnica. Grb občine Sevnica prejme prostovoljno gasilsko društvo Loka. V prostovoljnem gasilskem društvu Loka negujejo tradicijo in srčnost prostovoljnega gasilstva že 140 let. V društvu še danes hranijo prvo brizgalno, ki so jo gasilci nabavili leta 1885, 2 leti po ustanovitvi društva. Po koncu Prve svetovne vojne se je v Loki začela akcija izgradnje gasilskega doma, ki je bil dokončan leta 1933. Težki časi Druge svetovne vojne skoraj ne bi prizanesli propadajoči in izropani gasilski opremi. Društvo je zopet zaživelo v začetku 50 let, ko so mu življenje vdahnili zavzeti mladi. S postopnim razvojem in novimi pridobitvami so ob 100. obletnici gasilci s ponosom razvili svoj prapor in namenu predali novo gasilsko vozilo proizvajalca Tam, ki ga loški gasilci priložnostno uporabljajo še danes. Vsako leto se aktivnim in podpornim članom društva priključi tudi nekaj najmlajših, ki stopijo v vrste cicibanov ter predstavljajo svojo gasilsko društvo na tekmovanjih. Prostovoljno gasilsko društvo Loka se lahko pohvali tudi z zelo uspešnimi ekipami pionirjev in mladincev. Fantje in dekleta dosegajo odmevne rezultate na občinskih in regionalnih tekmovanjih. Vsakoletno organizirajo tekmovanje tudi sami, tekmovanje v veslanju za pokal Sava. Tekmovanje tradicionalno sklenejo z največjim družabnim dogodkom v kraju, gasilsko veselico, ki ga dodatno obogatijo domače dobrote ob spremljavi žive glasbe.
Prostovoljno gasilsko društvo Loka so pomembna krajevna organizacija, ki ne skrbi zgolj za požarno varnost, ampak zavzeto soustvarja družbeno in družabno dogajanje v kraju. Za negovanje dolgoletne tradicije gasilstva, za učinkovito varovanje ljudi in premoženja in za zavzeto soustvarjanje življenja v domačem kraju, prostovoljno gasilsko društvo Loka prejme grb občine Sevnica, ki ga bosta prevzela predsednik Matjaž Baumgartner in poveljnik Boštan Zemljak. Naziv častni občan občine Sevnica prejme Rudi Stopar. Rudi Stopar je likovni in literarni ustvarjalnosti zavezan že več kot 60 let. Ustvaril je več kot 1000 skulptur, med njimi kar 35 spomenikov, spominskih obeležij in parkovnih skulptur, ki krasijo kraje v Sloveniji in tujini. V domači občini lahko občudujemo 12 njegovih stvaritev. Je avtor 20 grafičnih map in več 10 akvarelov, risb, slik v oljni in akrilni tehniki. Rudi Stopar se aktivno vključuje v kulturni utrip sevniške občine in Posavja. Je organizator številnih razstav in mednarodnih kulturnih prireditev. Je soustanovitelj Sakure v galeriji Ana in galerije Eskulap v zdravstvenem domu Sevnica. Nagrado Sevnica zadnjih 10 let v sklopu svoje stalne umetniške zbirke z naslovom Ogled, nagradu ob podpori KŠTM Sevnica mesečno organizira razstave drugih umetnikov s spremljajočim kulturnim programom. 9 let deluje kot mentor na mednarodnem sevniškem likovnem shodu, ki ga organizira območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti Sevnica. Njegove projekte lahko občudujemo v več krajih po občini. Med njimi so najbolj znani spominska skulptura, ki jo je izdelal ob 800. obletnici prve omembe Boštanja, vitražne slike na obnovljenih kapelicah Marijinega križevega pota na Topolovcu, okenski vitraži in oltarna vitražna slika v kapeli doma Impolca, opreme za kapelice v Dolenjem Boštanju, križu nad Jelovcem in na Lukovcu. Rudi Stopar je tudi uspešen pesnik in pisatelj. Izdal je 17 zbirk poezije, od leta 1990 ustvarja haiku poezijo. Za svoje haikuje je prejel številne nagrade tudi na Japonskem, v domovini te znamenite pesniške oblike. Rudi Stopar je vsestranski umetnik, ki je edinstveno prispeval k razvoju kulturne krajine sevniške občine in je zaslužen za izjemen doprinos k prepoznavnosti občine Sevnica. Lokalna skupnost je prepoznala njegov edinstven prispevek k razvoju kulturne krajine občine in mu za večplastno in vsestransko ustvarjalnost ter za izjemen doprinos k prepoznavnosti sevniške občine podeljuje naziv častni občan občine Sevnica.
Spoštovani gospod Rudi Stoper, vabljeni, da nam v imenu vseh prejemnikov priznanj namenite nekaj besed. Dragi domači, največja umetnost je biti človek, je misel francoskega kiparja Ardena. Človeškost je maksima in večpomenska poved našega praznika, ki v svoji srži nosi spomenskost in stremljenje v prihodnost. Žal se ga ne moremo brezbrižno veseliti in proslavljati, ker nam to krati dejstvo, da se ne v bližini, blizu, so se odprla vrata pekla in se na domačem pragu zbudil srd narave. Spoštovani vsi, v tem dobrokrušnem in svečanem trenutku sevniške bitnosti stojimo s hvaležnostjo pred vami, ki ste nam bodrilo in zatočišče. Naše delovanje smo sestavili in ga uglasili z bogatstvom našega dela, s krajani in časom. Vsi ohranjamo naše slovensko duhovno in delovno bogatstvo, ga namenjamo sebi vsem, ki nas enaki občutljaji vodijo, kot bi rekel Prešeren. Tako je ob taki počaščenosti izraziti težko v celoti vse, kar čutimo, saj je sama beseda hvala zelo skromna, ker pa imamo le to, verjamemo, da je to velika beseda, ki jo drug drugemu namenjamo često, pa bi jo morali za vsako tudi malo človeško dobrotljivost. Priznanje sprejemamo tudi kot zahvalo vsem sopotnikom našega ustvarjanja in delovanja, ki so nam pomagali, da smo našli vsak svojo pot lepote v sebi, oplemeniteno z blagohotno sprejemljivostjo srenje, v kateri živimo. Vse to je moč luči, ki nam osvetljuje prihodnost in ohranja naše življenje, naše domačije. Stopimo skupaj, storimo še več za svetlobo našega bivanja, ker leta briše temne oblake nad svetom, suši solze žalosti in trpljenja, daruje pa solze veselje in sreče. Dragi naši vsi, srčna hvala tudi za potrpljenje in upoštevanje raznolikosti, ki nas vodi na skupni poti skozi naše kulturno bivanje. Zavezujemo se, da bomo taki ves čas, dokler se bo še oglašala ropotuljica tule na levi strani prs. Hvala in srečno. Hvala častnemu občanu, županu in mažoretam. Iskrene čestitke vsem nagrajencem, nagradimo jih še z enim velikim aplavzom.
Sedaj pa prisluhnimo prijetnim melodijam, ki so jih za nas pripravili člani Big Banda Sevnica. Na odru se jim bosta pri drugi pesmi pridružili plesalki Olja Bizjak in Žana Žniderič iz skupine Cabavidas Pelera, plesnega društva Imani Brežice.
Pomembna rdeča nit nocojšnjega večera je povezovanje. Občina Sevnica se v svojem delovanju povezuje z občinami regije Posavje in tudi širše. V imenu predstavnikov občin, ki so nocoj naši gostje, nas bo nagovoril predsednik sveta regije Posavje in župan občine Bistrica ob Sotli, Franjo Debelak. Izvolite k besedi. Spoštovani kolega župan, drage in spoštovane Sevničanke, Sevničani, visoki gostje, kolegi župani. Danes mi je res pripadla ta velika čast, da vas pozdravim, da občini Sevnice pregovorim nekaj lepih besed o vašem prazniku. Po vseh mojih predhodnih govorcih je to postala grozovito težka naloga. Vendar bom tako nadaljeval. Občina Sevnica, potem, kar smo slišali, zraven močnega gospodarstva krasi odlična kultura. Kultura je namreč tisto, kar nas definira, kar smo in kar hočemo biti. In s tem, kar ste nagradili gospodarstvo in odlične kulturnike, ste pokazali, da cenite to, kar vas plemeniti tudi skozi celo leto. Iz nagovora slavnostnega govornika, ko je govoril o Savi, ki teče, ki priteka, odteka, mi je prišla na misel, jutri še ni, včeraj ga ni več, da je nesla Sava v zgodovino. Je danes, je tukaj in zdaj. Zato, spoštovani in spoštovane, gospe in gospodje, v imenu Sveta regije Posavje, v imenu mojih kolegov se vam iskreno zahvaljujem za to, kar ste nam danes pripravili, krasen večer, podučen, zanesljivo nam bo dal še navdiha za to, da bo jutri lepši. Uživajte v prazniku občine Sevnica in še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem in vsem občankam in občanom občine Sevnica. Hvala lepa. Hvala lepa. Cenjeni gostje, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku se v teh trenutkih približuje sklepnemu delu. Naj skupaj izrazimo zahvalo vsem, ki ste s čudovitimi nastopi kulturno popestrili nocojšnje druženje. Prosim, namenimo vsem nastopajočim še en aplavz. Ob tej priložnosti se tudi midva pridružujeva čestitkam ob prazniku naše občine Sevnica. Naj nas srečevanja na številnih dogodkih, ki se bodo zvrstili tekom meseca novembra, še dodatno povežejo. Ob tem seveda tudi prijazno vabljeni, da nocojšnji večer nadaljujemo ob prijetnem neformalnem druženju, ki sledi. Lepo pa tudi vabljeni na ogled razstave fotografij Jurjevih skupin, saj je bilo Jurjovo kraljevanje na Sevniškem v letošnjem letu vpisano v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Naj vas v večer pospremi še ena župančičeva misel, ko pravi: le eno pošteno roko, da te potreplja po rami in drugega nič ne dati, le srčen pozdrav in odkrito, iskreno oko. Prepustimo se še zadnji glasbeni točki Big Banda Sevnica Venčku domačih. Od naju dveh pa srečno Sevnica!